Ateca je eden najbolj vsestranskih modelov Seata. Že ob našem prvem preizkusu smo jo pohvalili zaradi starejšim prijaznega vstopanja, družinske priročnosti in nenazadnje tudi zaradi terenskih zmogljivosti. Ampak ker je bil ta naš prvi preizkus že pred več kot 4 leti, je sedaj seveda čas za pomladitev. Seat je od prve predstavitve Ateke že predstavil povsem novo generacijo vozil. No in Ateka tako ostaja Seat prejšnje generacije, ker gre seveda tokrat le za prenovo. No, ampak kljub temu ta avto prinaša nekaj pomembnih novosti. Se pa po novi generaciji Seatov zdaj zgleduje zunanjost. To vidimo predvsem spredaj na maski, ki je zdaj podobna tisti, ki jo najdemo tudi na Taracu ali pa novem Leonu. Halogenski žarometi so se popolnoma poslovili, pri LED žarometih pa ostaja ta podpis, v katerem lahko z nekaj domišljije prepoznamo recimo električno kitaro. V notranjosti mešanica starega in novega. Stari so recimo ostali klasični gumbi za upravljanje s klimatsko napravo, novi pa so zdaj osrednji zasloni, digitalni merilniki pred voznikom in pa volanski obroč. No, je pa prenovljena Ateka v korak z novo generacijo Seatov prišla predvsem na področju asistenčnih sistemov. Pozdravljamo predvsem pametni prediktivni tempomat, ki smo ga pohvalili že ob testu novega Leona. Iz motorne ponudbe se je poslovil 1,6 litrski turbodizel, ki ga je nadomestila šibkejša 2-litrska različica. No, v ponudbi seveda ostajajo bencinski motorji, 3- in 4-valjniki, ampak brez kakšne hibridne pomoči. Ta avto je opremljen tudi z novim paketom opreme Experience, ki nagovarja ljubitelje terensko navdahnjenih dodatkov. No, za ljubitelje športnih različic pa še naprej ostaja Ateca Cupra. No, in ko smo že pri Cupri, ta je na slovenske ceste zdaj pripeljala tudi svoj prvi samostojen model Formentor. No, tega pa smo v našem uredništvu že testirali. Vabljeni torej k ogledu testa Formentorja, poleg tega pa vam ponujamo tudi izsledke s preizkusa novega Leona in Taraca.